Ljudje vejo, kje je problem. Samo vodje jih ne poslušajo. Je fajn, da zaposliš nekoga, ki je boljši od tebe, ne pa ki je slabši. Zgodi se tudi, da vodje tega sploh ne vejo, kaj je cilj podjetja, pa kaj je vizija. Tudi to se dogaja. Jaz ne rabim, da me vi marate. Jaz rabim, da ste vi med sabo povezani. Samo to je važno. Mene ne rabite marati, jaz sem tu zato, da bomo nekaj naredili. Če je tvoj čas vreden 100 evrov, pa so tisti teski vredni, 10 evrov, je treba najti nekoga, ko bo to naredil. Vsak večer pogledaš, ok, to je vse v redu, tudi daš pohvalo. Pohvalo. Ja. Ponovadi ni v podrejenim problem, ponovadi je v vodji problem. Namesto, da bi dali malo bolj proste roke, potiskajo svoj star sistem v te ljudi. In star sistem v današnjem poslovanju skoraj ne deluje več. Ko ljudem daš toliko feedbacka, pa toliko neke resnice pa vse, se sami izločijo. Hej, hvala, da si z nami. Če te naše vsebine zanimajo, potem predlagam, da se čim prej naročiš na naš kanal. Gumb najdeš tukaj. Ali pa mogoče tukaj? Ali pa tukaj? No ja, gumb boš sigurno najdel sam. Nam pa vsak nov naročnik pride prav, zato da lažje ustvarjamo nove in še bolj zanimive ideje. Hvala ti. Nika živijo. Dobrodošla pri nas. Živijo. Da se malo presenetila. Zašle to hitro v akcijo. Mičken. Ok, greva mi potem kar res na najino temo, zato da gremo čim prej v vsebino. In sicer danes bova govorili malo o tem, kako v bistvu se organizirati v poslu. Ker ko začnemo, ponavadi smo in vodja prodaje, in prodajnik, in izvajalec, in računovodja, in čistilka, vse v enem. Kako v bistvu bi ti svetovala, da se en podjetnik organizira na začetku, ki mora v bistvu vse te vloge naenkrat peljati? Pogledati najprej, recimo, katere te vloge so najbolj dobičkonosne, jih nekako razdriš v smislu, koliko je katera vredna. Ne vem, za vodja prodaje toliko, za skladiščnik toliko, za čistilko toliko in pa začneš delati tista, ki ti največ posla in največ dela not prinese, tisto pol najprej začneš. Tam se v bistvu fokusiraš. Kako pa to zračunaš sploh? Se vidiš, slediš nekemu flowu, ki ti ga da. Torej, če, ne vem, prodajaš neke izdelke, vidiš, ok, dobro, moram najprej prodajo gor narediti in se v tisto najbolj fokusiraš. Ker te vloge niso vsakodnevne. Ti lahko te vloge porazdeliš glede na potrebe, koliko se dnevno obračajo. Recimo sales pa prodajo moraš ti vsak dan delati, pa tudi recimo customer support moraš vsak dan delati. Vse ostalo si razdeliš po nekem hierarhičnem sistemu, ki ga naprej furaš. A pa se ti zdi smiselno, da mi najprej recimo te vloge res vse popišemo, sprav vse od A do Ž, kaj smo v podjetju, pa da potem rangiramo, ali gremo najprej se fokusiramo na tisto eno glavno, pa ostale malo zanemarimo. Koliko je pomemben ta pregled na tem, kaj se v bistvu dogaja v podjetju? Se na začetku lahko imaš res veliko strukture, kaj se tega teče, ampak malo ti tudi flow poslovanja pokaže, na kak način, kaj rabiš, pa kaj ne. Moraš biti v bistvu ful fleksibilen najbrž tudi. Na začetku, ja. Če si rečeš v ponedeljek je customer support, pa te noben ne kliče, pa v torek vse klice zamudiš, ne bo jih pomagal, ne? Ja, točno to. Nika, kako pa si v bistvu, če smo vse te vloge malo menjavamo, moramo biti fleksibilni, kako si pa recimo organizirati potem en delovni dan? Kako si ga ti organiziraš recimo? Jaz si naredim recimo v taske noter v Asano, to je en program, ko taske not narediš in pol imaš, ne vem, zjutraj naredi outreach, ne vem, to stranko danes obdelaš, pol imaš spakirati, ne vem, pakete za kako drugo stranko, pol imaš, ne vem, logistiko za koga narediti. V glavnem, celotni dan je po urah. In tudi kole, ko jih imaš, se noter, dobesedno si ogromno pomagam z kakim AI-om, pa z kakimi temi programi, CRM-i, Pipedrive, Typeformi, v glavnem, karkoli je, to uporabljam. To se pravi v bistvu ful enih takih digitalnih orodij. Okay, omenila si Asano, a je še kakšen tak, ki bi ga res lahko recimo priporočala, ali pa kakšna funkcionalnost, brez katere pa zdaj ne bi mogla več živeti? Meni je zdaj tale Pipedrive, recimo zelo dober, daš stranko not in pol daješ, ne vem, follow-up čez 14 dni, klic čez en teden in to samo tudi včasih pošilja ali pa ti ročno pošiljaš, odvisno količinsko, koliko se greš. A greš eno stranko, a greš 10, a greš 20.
In pa ti v bistvu ta avtomatizacija najbrž tudi ful enega časa sprosti pa odnese, da se lahko posvetiš drugim nalogam. Skoraj en zaposlen. Včasih je že Zanimivo. skoraj. Ja. To v bistvu ful dvigne na učinkovitost, a ne? Če si znaš narediti flow, da priješ noter, ko gre v Pipedrive, pol v Brevo, pol naprej v Asano, je to lahko dobesedno en zaposlen. Kako pa v bistvu narediš en tak flow, a ne? Zdaj smo malo preskočile, pa recimo greva res pogledati en tak, ne vem, prodajni lijak, rečemo, ne? Ki ga vsi rabimo. Kako misliš, da je to najbolj smiselno organizirati na začetku? Rečemo, ne, da imaš nek produkt, ko ga prodajaš, pa rečemo, da so to, ne vem, nek program, ko ga prodajaš. In zdaj rečeš, ok, na strani gor imaš program in ti, ne vem, rečemo, da na LinkedInu daš neko objavo in preusmeriš na stran. In v strani pol on vpiše email, ki gre pol naprej v Brevo, to je email marketing, ga tam uloviš, pa ga pol, ne vem, upominjaš enkrat mesečno, ne vem, na koliko. Pogre pa še naprej v Pipedrive, kar pomeni, da ti ga zazna, ne vem, danes je dal povpraševanje noter, torej, če še ni kupo, ga čez en teden opomneš, če še ni kupo, mu pošlješ, ne vem, popust, če še ni kupo, veš, dobesedno ga V bistvu točno sučeš. Ja. Ja, pa veš v bistvu, kaj se z vsako stranko dogaja, ne? Ja. Kje v tem svojem prodajnem procesu je, pa kaj moraš narediti za to, da boš, recimo, da prišel do tega nakupa, a ne? Točno to, ker veliko kdo ne dela v smislu tega, ok, nekaj smo mu prodali, ne dela pa še odzadaj, a ne, ok, dobro, tale stranka kupuje, ne vem, tale program za pisanje, rabila bi pa še program za risanje, pa ti tega niti ponudiš, ne, ker ne veš, v katerem tistem prodajnem spektru je. Koliko je pa v bistvu pomembno, da se ta prodaja, ne, da se res ne konča pri ta prvem nakupu, ne? Se mi zdi, da recimo podjetniki velikrat smo taki, da smo skozi v lovu za novimi strankami, ne? Pozabljamo pa na obstoječe stranke. To je izredno pomembno. Tako skalaš recimo svojo firmo najbolj. Zaradi tega pač osnovo mu ponudiš, zaupanje že ima, plačati, torej ima ta nek krog zaupanja že vzpostavljen, torej posebno dodajaš svoje storitve ali pa svoje izdelke. In je to ena izmed najlažjih. Torej, če imaš enega, ko ga čisto novo, pa enega, ko ga imaš že toplega noter v pečici, jaz temu rečem, ga pol tistega najlažje obdelaš. On je pol v mikrovalovki, ne? Ja, pogreješ. Tega moraš pa na novo marinirati, pa dati v pečico, pa vse. Ok, zanimivo. Pa se ti zdi, da je to ena taka ful zamujena priložnost? Ja. Velikrat opaziš, da stranke tega ne počnejo tvoje. Sploh recimo v email marketingu, naprimer, da eno podjetje res prodaja neke, pa rečemo, da je to jeklo, pa še ona stranka kot ok, vi imate pa še to čez pol leta, torej pol leta je kupovala nekje druge, namesto da bi pri nas. Ja, in mi v bistvu nismo pomislili, ne, da bi lahko, a je mogoče email marketing ful dober način, kako lahko na en tak neusiljiv način svojim strankam povemo, tole pa še obstaja pri nas. Ja. Ali je misliš, da je še kakšen druga metoda, ki bi jo ti bolj priporočala? Zdaj trenutno je email najbolj popularen. Obstaja tudi, če ti Google Ads pa to, ampak neko bolj osebnostno je, če mu pošlješ, ne, približno živeš, kaj s tabo dela in mu sem pošlješ še neko dodatno storitev zraven. Pa v bistvu najlažje tudi recimo prilagodiš email marketing, ne, lahko pogledaš, kdo je, ne vem, kupil, kaj so imele prej program za pisanje, ne, pa rečeš, ok, mogoče bi pa te še risali, ne. Sem ponudiš, pa pol vidiš, koliko retenčena dobiš na to. Koliko je pa pomembna tukaj statistika, ne, zdaj omenjali sva digitalna orodja, ne, a ti priporočaš, da v bistvu spremljamo tudi statistiko, ne vem, kdo je odprl, kdo ni odprl, koliko se ti zdi to pomembno? Ja. Zelo, ker točno vidiš, ne, ti narediš, ne vem, 2 različna maila za isto stvar, pa vidiš, ok, pri temu so ful klikali, pri temu pa nič, ok, kaj sem tu narobe naredil. Pa gledaš točno, recimo Brevo ti točno pokaže, kam je kliknil in pol spremljaš to. In pol tisto ojačaš. In v bistvu na ta način pač tudi svoje skile izboljšuješ, ne, v resnici, in veš, kaj tvoje stranke nagovarja. Točno to. Zdaj smo malo pobegnili v prodajo, ne? Greva nazaj malo k tej rutini, pa v bistvu organizaciji poslovnih procesov na splošno, ne samo prodaje, ki smo jo zdaj že majčkeno obdelali po nesreč, ampak kaj bi ti v bistvu rekla, kaj pa rutina? A imaš neko rutino, da je v bistvu, ne vem, tedensko rutino, dnevno rutino, kako se lotevati posla, ali si bolj
intuitivna, bolj kaj ti paše? Jaz imam zelo veliko rutino, zaradi tega, ker jaz rabim imeti nek okvir, v katerem delam. Torej, vsak dan zjutraj se vstanem, ne vem, pač rečemo ob 6, pol se spraviš, pol narediš, ob 7:30 imaš kolegi z ekipo, da vidiš, kaj se dogaja, pol vse taske not narediš. V glavnem, jaz vsak večer nekje v enih 8, 9 pogledam, kaj je za drugi dan. Zaradi tega, ker če ne, nimam dobrega občutka, kaj bo drugi dan in moram imeti vse poštimano. To te razumem. To pa ni za vse. Ni pa to za vse. To je res, ne moraš v bistvu sebe poslušati, probati različne taktike, ne, zdaj eni vstajajo ob 5, eni začenjajo ob 10, odvisno kaj ti paše, ampak jaz te definitivno razumem pri tem delu, ker jaz tudi ne moram iti spat, dokler ne pogledam, kaj bom jutri delala, ker če ne se mi zdi, da ne vem, kaj mi čaka. Razmišljaš. Ja. Po noči razmišljaš in ni konca. In pa razmišljaš, sem to naredil, nisem naredil, ne? Če pa točno veš, zvečer je pač mir. Veš, da si naredil ali nisi naredil. Ja. Točno to. Ampak vedno, pomislila sem prej, ko smo se pogovarjali o digitalnih orodjih, pa sva pol malo odplavale, kaj v bistvu narediš, a si lahko narediš z digitalnim orodjem, zdaj imamo eno kolegico tukaj, ki malo naj obletava, ampak a si lahko z digitalnim orodjem tudi škodujemo. Ker jaz imam tak feeling, da včasih se pa malo zgubimo v vseh teh funkcionalnostih, da pol več časa porabimo za to, da zrihtamo asano, pa brevota, pa vse ostale stvari. In se v bistvu zapletemo v to neko ciklanje, pa prestavljanje iz kanbana, pa tako naprej, pa ne naredimo v resnici nič, samo dobro se počutimo, ko smo ful odklukali. Če si damo preveč taskov, pa takih taskov, ko niso pomembni. A ne, da imaš ti, ne vem, pokliči to stranko, pokliči ono, naredi ta prodaja, no, pa imaš pa še noter zali rože, pa ne vem, kaj še se. In te zadeve ne spadajo noter v poslovno. Zaradi tega, ker ko vidiš, da imaš, ne vem, ponovadi 10 taskov, zdaj jih imaš pa kar naenkrat 20, pa takih, ko niso pomembne, ti zruši celoten sistem. In tudi umsko nisi pripravljen več na tiste, ko so pomembni. Pa v bistvu mogoče tudi malo, verjetno ti pade fokus, ne? Točno to. A pa si ti fenica tiste izjave, ne, pojej zjutraj izživo žabo, da si v bistvu najtežji task pripraviš za prvo stvar zjutraj, ali malo parceliraš čez cel dan te težke stvari? Jaz parceliram. Meni je tisto, da zjutraj naredim najtežje, mi ni glih najpomembno, meni je samo pomembno, da pač zginjajo. Drugo, za mene ni težkih pa lahkih taskov, pač za mene je, da je treba narediti. Zanimiv pristop, vidiš, to pa je malo zanimiv mindset, ne? Pa se v bistvu ne obremenjuje s tem, ti je nekaj težko. Kako pa v bistvu se lotiš enega opravila, ki ti je pa zoprn? Ponovadi telefon skrijem, pa se ostalo, moteče faktorje. Pa se sem usedem dol, pa si dam dobesedno timer gor na računalniku, ena aplikacija je, ko šteje timer in gledam in si rečem, ok, 45 minut mislim, da ta task bom imel in 45 minut si bom dala in ga stisnem gor. Pol gledam, kako odšteva in mislim, ok, dobro, še 15 minut. V bistvu se malo pomotiviraš, ne, da ti lažje mine ta zadeva. Kaj pa je tisto, kar ti recimo ful ni všeč? Ponovadi, da bi rekla od taskov, ne, bolj situacije z ljudmi, ki ne vidijo nekega cilja. Bolj to. Bolj tiste človeški faktor. Človeški faktor, ja. Pa deva zdaj v bistvu zapluč še v ta del malo, ker v bistvu zdaj, če smo se fajn organizirali, ne, pa slej ka prej smo oddelali vse naše taske, potem po vseh pravilih moramo naše podjetje pripeljati do neke točke, kjer je treba razmišljati o širitvi, ne? Ja. Kjer pač v bistvu nekako prideš do točke, ki ne moreš več sam. Kaj misliš, kaj je tisti prvi korak, kdaj moramo začeti razmišljati o tem, da je treba nekoga dodati? Kakšni so te znaki? Recimo, ko priješ do neke prodaje, ko je ne moreš več dvigniti, ko priješ do nekih ponavljajočih taskov, ko jih ne rabiš delati, ponovadi sta ta dva, ne. Recimo, ti iščeš nekoga, če je tvoj čas vreden 100 evrov, pa so tisti taski vredni, ne vem, 10 evrov, je treba najti nekoga, ko bo to naredil.
Pa v bistvu zgleda čez uno prizmo, ki sva na začetku govorili, a ne? Da popišemo naše taske oziroma naše vloge, ki jih imamo v podjetju, ocenimo vrednost in potem takoj, ko imamo nek budžet, tiste z nižjo vrednostjo delegiramo naprej, a ne? Zato, da se mi posvetimo tem z višjo vrednostjo. Sedaj bom tek rekla, nekega hudo velikega budžeta na začetku ne rabiš, zaradi tega, ker obstajajo študenti. In ti študenti zdaj, današnja generacija, ti so izredno super. To delajo zjutraj, zvečer, ni važno. Remote, samo da mu daš cilj pa nalogo, pa da mu daš malo prostih rok, to dela brez problema. Zanimivo. Ti si po mojem ena izmed redkih, ki sem jih slišala, da imajo to stališče, tako da me zelo veseli, ena taka pozitivna plat. Se mi zdi, da jaz velikrat slišim veliko enega jamranja čez mlade generacije, ampak ti si rekla eno tako zelo zanimivo stvar, ne? Da v bistvu jim omogočaš prosto pot. Ja, tudi prostor za rastane. Recimo, če mi smo imeli tako, da smo outsourcali stvari, kot so, ne vem, LinkedIn oblikovanje, ali pa da je e-mail oblikovala, ne? Ali pa da je, ne vem, outreach 1-1 maile, ko so ponavljajoči taski, da so to delali. In to doble so noter, recimo, študentke v Asani taske in jaz sem zraven gledala, ok, tega je končala ob 3, tega je končala ob 4, tega je končala ob 8 zvečer. Ampak mi smo vedno imeli dogovore, ok, to je treba narediti, tvoj timeline je dan ali 2, v tem času mora narediti. In je čist vedno bilo. Mislim, ni bilo nikoli kaj problema. Vedno so mi povedali prej, a ne, danes ne morem, pa jaz pravim, ok, za danes naredi za 2 dni naprej. In so res boljše generacije še nisem srečala. No. Lepo slišati, ful lepo slišati. Motiviranje, da bo slišal na tuj nasvet tudi kdo, ki ni tega mnenja in si bo drznil še testirati in preizkušati s to našo mlado generacijo. Ampak dajva pa mogoče pa pogledati z vidika tega podjetnika, ki pa zdaj prvič delegira. Kaj je tisto, kar mi lahko naredimo, da bomo tako zadovoljni s svojimi študenti in zunanjimi sodelavci, kot si ti? To se pravi, da bomo res imeli neko zadovoljno ekipo. In na začetku ga je treba res dobro onboardati. To pomeni, da ga naučiš, ker ponovadi, ko pridejo študenti, ga vsi vržejo, tu imaš kup papirjev, pa reši. Jaz vem pa lepo, dobro, to je tvoja naloga, imaš le čez, kaj moš narediti? Ok, a razumeš? Ja, če ne, vprašaj. Gremo spet naprej, a razumeš? Ja, če ne, vprašaj. In naredim tudi, recimo, noter pisna navodila, da pač ve, kaj je treba narediti. Zaradi tega, ker če ne... Ja, težko pričakujemo, da bo nekdo, ker prišel se usedel za računalnik in naredil. Točno to. Ampak se ti zdi pomembno, da jaz imam včasih občutek, da se točno to naredi, ne? Pač mi od nekoga pričakujemo, da bo kar vedel, kaj si mi mislimo, pa kako mi delamo, ne? A misliš, da pomaga, da še preden razmišljamo o tem, da bomo nekoga onboardali, nekoga dodali v naše podjetje, da mi te procese, ki jih imamo, res popišemo, ne? Ti si rekla pisna navodila. Ja. Zato, da ko nima mojega inputa, da si pač pogleda, ok, to moram narediti, če ne razume, me pokliče. In tudi to, da je vodja vedno na voljo, ne? Če 10 zvečer pokliče, ni problem in normalno razložiš, ne? Večina pa kriči, pa ponižuje in tak ne bo delal. Pa v bistvu, koliko se ti pa zdi v praksi, ne, da se podjetniki poslužujemo tega, da si res popišemo poslovne procese? Redko, izredno redko. Nekako se ljudem ne da. Tudi mi se včasih ne da, se ne rečem, ampak če se mi pa ne da, pa naredim tako, da študentu dam osnovo, pa rečem, zdaj pa ti dopiši, a misliš, da je ne boljš, pa me pa šla skup, pa da vidim, a je tvoja boljša, ko bo moja, če je tvoja boljša, ko je moja, bom tvojo vzela. To je pa v bistvu ta svoboda, ki si jo ti omenila, ne? Da imajo oni v bistvu tudi možnost soustvarjati te procese. Točno to. Pa to so enostavni taski, to nima kaj, da bi šlo narobe. Sprav v bistvu ni, da bi bilo lahko, ne, da je neka kritična škoda, ne, da že ta drugi dan damo našo ključno stranko, pa rečemo, zdaj si pa ti odgovoren za njo, ampak najbrž upeljamo osebo z nekimi takimi malimi taski, ki jih lahko obvlada, pa ki jih mi lahko predamo. Vse en mesec. To, da nekdo to naredi, je izredno neodgovorno do firme in do stranke. In najbrž tudi do tega svojega sodelavca. Preobremenjen in najbrž ti ta en mesec ne bi zdržal pod takim pritiskom. Zato pa grejo tudi veliko v to. Sploh dobri. Kako pa misliš, da v bistvu zdaj si rekla dobri, ne? A si moramo postaviti tudi kakšne mejnike, kazalnike,
da v bistvu mi spremljamo, kako naša ekipa napreduje. Ne? Zdaj recimo dodamo 1, 2, 3, mogoče zaposlimo. Kako vemo, kateri je res dober? Jaz recimo na tak način merim, ko imajo noter taske, pa vidim, v kakem času en naredi, ker se to vse vodi v tistem kalendarju, vidim, ok, tale je rabila za to objavo, 15 minut, tale je rabila 20, tale je rabila 30. In najdem, kdo je najboljši in tisti ponovadi uči vse ostale. Teda se še jaz malo razbremenim, torej on, ko je najboljši, bo učil vse ostale. In v bistvu na ta način tudi postaviš malo več odgovornosti temu, ki je najboljši, kar najbrž je tudi temu posamezniku všeč. Točno to. Ga še dodatno motiviraš. Točno to. Kolikrat si pa napišeš, tam smo bolj sklajene, ne? Ja. Kolikrat si pa napišeš te tako imenovane KPI-je, ne? KPI-je. A to pišeš ali delaš bolj po občutku? To program ven vrže. Večina program vrže. Se pač recimo mesečno, ko vidiš, Pipedrive ti vrže, koliko si naredil, koliko jih je bilo potrjenih, koliko časa je nekdo kaj delo, tako da ni tu problematično. Ampak za mene recimo KPI na koncu ni v številkah, ampak je bolj v tem, koliko so ljudi zmotivirani, pa koliko ljudje naredijo. Če gledamo na koncu, mislim, jaz bi gledala v ta način. Koliko je zadovoljstvo, koliko ljudje prispevajo, koliko imajo glasa pri ta glavnih zadevah, koliko se angažirajo, koliko izven časa delajo. To so za mene KPI, ki pomenijo nekaj za firmo. To se pravi, v bistvu po eni strani gledaš, ti je ful pomembna pripadnost podjetju. To se pravi, da so pripravljeni, vložiti svoj čas, trud, da razmišljajo svojo glavo, prispevati svoje ideje. Je to nekaj, kar bi ti rekla, da je pogoj za to, da podjetje uspe? Točno to. Pa tudi z moje strani mora biti pogoj, da takega nagradim, da mu dam svobodo, da mu dam moč, da mu dam neko možnost tudi soodločanja. Kaj pa ta strah, ki je? Se mi zdi, da je ful velikrat, ko dodajamo ljudi v ekipo, je na začetku se pojavil ta strah, kaj pa, če ne bo narejen tako, kot jaz hočem, ali pa kaj, če ne bo narejen tako, kot sem si jaz zamislil. Kako ta strah v bistvu pomiriti? Včasih mogoče celo boljš, da ni narejeno to, kar ti hočeš. To pa boli perfekcioniste. Ker lahko, da je on imel boljš naredil, ampak v vsakem primeru je strah. Včasih tudi, če misliš, da je na začetku nekdo ful dober, se lahko izkaže, da ni. Ampak jaz na koncu odgovornost vseeno dajem na sebe, torej ali ga nisem v redu naučila, ali mu nisem v redu pokazala, ali ga nisem v redu onboardala. Ponovadi ni v podrejenim problem, ponovadi je v vodji problem. To se pravi, da je nek prišlo do enega kiksa, zaradi česar v bistvu ne pride ta več skupine. Se velikrat se zgodi, tudi jaz opazim tako čez mojo prakso, spravi so vedno ena in ista podjetja, ker rečejo, ne dobimo kadra, imamo težave, vsakega dobimo, ni okej. Je potem tukaj verjetno za razmisliti, a so vodje tiste, ki bi jih bilo treba dodatno izobraziti, dodatno pokazati določene zadeve, da bi bil ta onboarding boljši. Mož cela kultura podjetja. Ker imaš, recimo, priješ neko podjetje in so ljudje starejši tam. In ti starejši, namesto da bi dali malo bolj proste roke, potiskajo svoj star sistem v te ljudi. In star sistem v današnjem poslovanju skoraj da ne deluje več. Še posebej pa ne deluje na mladih generacijah, ker so v bistvu res čist drugačne od, par generacij nazaj. Malo so si prišli grda. Se mi zdi, kar velika razlika, tudi v načinu razmišljanja v časih, v katerih živijo. In verjetno je ta gap včasih težko uloviti. A si imela kdaj kakšen tak izziv, da si v bistvu sestavljala ali pa pomagala določeni ekipi, stranki, kjer so imeli težave z generacijskimi preskoki? Ja, tega je ogromno. Včasih niti ne moš pomagati, zaradi tega, ker mentaliteta podjetja ne prenese tega, ker je puš tiste starejše generacije tako močen, da rajš pustijo, da se zadeva uniči, ko pa da bi napredovali. Zato recimo nekdo ne prebije 1 milijona ali pa nekdo ne prebije 3 in so skresno isti, ker ne morajo preskoka narediti, da je fajn, da zaposliš nekoga, ki je boljši od tebe, ne pa, ki je slabši. In tega je recimo v poslovanju v Sloveniji ful veliko. Se ti zdi, da je ego tukaj v napoto? Strah. Strah? Verjetno strah, da bojo zamenjali, ampak to je tudi kultura podjetja, ker nima mentorske sheme od zadaj narejene. V bistvu zdaj se mi zdi, da se nama bolj, ko se pogovarja o tem, kako organizirati poslovne procese,
bolj v bistvu prihajava tudi do enega takega podtona, ne? Večkrat si rekla kultura podjetja, neka vizija, skupni cilj. Ja. Kako misliš, da je v bistvu to pomembno, oziroma a je to neko bistvo, neko jedro, iz katerega mora vse izhajati? Pravzaprav ja. Recimo vizija, tudi če ima več ljudi različne vizije, je najbolj, da se pač ena zbere. Ampak je treba to svojo vizijo tudi z drugim skomunicirati. Tudi če imajo druge, a ne? Če recimo imaš zaposlene, en je rad ob 3 doma, ta drugi je rad več plačan, ta tretji je rad, ne vem, da je z otroki doma dela. In kako približati to vizijo, ki jo imaš ti, torej gremo tja, da bojo oni na svoj način naredili in bojo prišli tja, da bojo sledili. Torej, če ti njim daš to, kar oni hočejo, boš tudi ti na koncu dobil to, kar ti hočeš. Da v bistvu se do določene mere prilagodiš, ne, tudi svojemu zaposlenemu, da nisi preveč, jaz sem rekel, takole bo, to je to, tako delamo pri nas, ne, dokler si pod mojo streho, ne. Sej to deluje do neke mere, ampak ni napredka ponovadi. Ali pa skuriš tistega, ko je, odvisno kakega imaš. Ne. Če imaš nekoga, ki je zelo priden, ne, bo najprej delal, pa se bo pa naveličal, ne, ali pa se bo prekoril. In v vsakem primeru ti ostaneš brez svojega najboljšega zaposlenja. A je odhod tistih gonilnih sil ali pa paradnih konj od zaposlenih, to se pravi tistih, ki največ pridobijo, en tak opozorilni znak, da zna biti podjetje v težavah? Je, ampak ne glede na to, da paradni konji odhajajo, firme še začuda nekot delajo naprej. Ampak je pa klima drugačna. Se vidi, ko priješ noter v tisto firmo, da nekaj ne štima, ampak laufa pa še vedno, kar je meni ful zanimivo. Mogoče je en tak fenomen, ne? Ja. Ampak se v bistvu, če se vrneva nazaj na tele procese poslovne, ne, ki jih je res fajn organizirati. Zdaj smo se dotaknili ene teme fluktuacije zaposlenih. To se pravi, najbrž nekaj, s čemer se v resnici moramo sprijazniti. Ja. Noben ne dela več zdaj 40 let pri isti firmi, tako kot so recimo naši starši, ki so šli v službo in so pač bili v službi. Ne. Seveda je pa fajn, da delamo na tem, da poskušamo dober kader čim dlje zadržati. Ampak je v bistvu ta fluktuacija v bistvu tudi povezana s tem, da če mi imamo urejene poslovne procese, če jih dejansko zapišemo, ne, tako kot smo prej pogovarjali, se prodaja dela to pa to, ne vem, marketing dela na tak način, da imajo neka pisna navodila, nam to v bistvu tudi to fluktuacijo ful olajša. Ja, vse fluktuacija ni vedno negativna. Je ponovadi celo zaradi tega, ker imaš v ekipi ponovadi imaš one high performerje, pa imaš pa kakega takega, ko je negativen. In fluktuacija, če je ekipa super, tega izloči. Mislim, ekipa tega izloči. In to je zdrava fluktuacija, to mora biti. Tako da je pa problem, če je več, ko pa, ne vem, 20% ali pa 30%. Ja, to pa zna biti pol ker majavo vse skupaj, zanihati ladjo. Ampak če imamo pa te procese popisane, ne, pa recimo nekdo odide, bomo najbrž ful lažje upeljali novega člana ekipe, on bo lažje prevzel, kakor če, ne vem, pride nov zaposleni, pa mi iščemo, kje v tisti Excelovi tabeli je pisal nekaj, kar bi on mogel delati. Točno to, pa dobi tiste papirje na mizo, pa sploh ne ve, kaj dela. Pa da mu mogoče ne damo lih zabrati nekih pravilnikov, ki smo jih skopirali od kolega podjetnika pred 10 leti, pa mu jih damo na mizo samo zato, da imamo kljukco, da je prebral, ne? Ampak da mu damo res neka smiselna pisna navodila, ki mu bojo v resnici pomagala. Točno to, pa še enega, ko ga res uvede noter, da en mesec skozi zraven njega hodi, pa da ga res uvaja, tako je treba. V bistvu res neka močna mentorska vloga. Ja. Kakšna pa misliš, da mora biti ta? Kakšen je dober mentor? Tak, da razloži, pa pol na koncu tudi preveri, če je ta drugi razumel. Mislim, to je, kaj mora mentor narediti. Preveriti, a je njegov mentorirac razumel. Pa mogoče še to, da če pride do problema, da lahko pride k njemu se posvetovati. Ker ne rabi veliko. Ti rabiš mentora 1 uro na dan, če. Pa da imaš mogoče že ta občutek, ne, da ima odprta vrata, da lahko prideš, ne. Potem pa najbrž naš novi zaposleni lažje, ne vem, iskal, brskal, študiral, razmišljal, ne, ker bo vedel, da bo lahko brez nekega obsojanja preveril, če so te njegove ideje. Mislim, da sva
marsikaj pogruntali, ampak kar naprej odplavava stran od tega, o čemer smo mislili, da se bomo pogovarjali, ampak lej bomo imeli pa več različnih tem. V bistvu sem te pa hotela vprašati še, kaj misliš, da je ena taka res tipična ali pa zelo pogosta napaka, kar se tiče postavljanja ali pa optimiziranja poslovnih procesov, pa se ti kar naprej ponavlja, kadar ti svetuješ strankam? Recimo to, da hierarhična lestvica ni določena, pa da ljudje ne vejo, kakšne vloge imajo, pol, da ni določeno, kaj mora vsak narediti, da ni določeno, kaj se pričakuje od nekoga, pa da cilj ni določen. Recimo to se ena izmed najbolj. To je bila zdaj v bistvu kar ena taka podčrta je komunikacija. To se pravi, da v bistvu vodja, ustanovitelj, kdorkoli je na vrhu, ne skomunicira tega, kar želi. On pravzaprav mora vedeti sploh, kaj vse to je. Zgodi se tudi, da vodje tega sploh ne vejo. Kaj je cilj podjetja, pa kaj je vizija. Tudi to se dogaja. Pa misliš, da se to zgodi, ker se mi zdi, da v podjetništvu vsi gremo z neko vizijo, z nekim ciljem, a pa to mogoče potem malo zgubimo na poti, ker se enostavno toliko zahrčkamo v te neke vsakdanje vloge. Ja. In pa pač vidiš, ok, tule je moj plafon, ne vidiš pa onega cilja ali pa vizije, ko bi še lahko prišel do tega. Ker se v bistvu preveč ukvarjajo s stvarmi, ki so zdajle pereče. Ja, mikromenedžiranje, recimo. A je mogoče težava tudi to, da se kakšni podjetniki prepozno odločijo za delegiranje ali pa slabo oddelegirajo? Ker jaz velikokrat slišim od raznih podjetij, kadar jaz jim svetujem, recimo, da ne glede na to, koliko zaposlenih imam, sem za vse sam. Se pravi, vedno moram popravljati za zaposlenimi, moram gledati, da so naredili, niso naredili, To kolegica, kam bi zdaj? Smo res fajn družbo. Kaj misliš, da je v bistvu to problematika v delegiranju? Ja, nekdo, ko je začel svojo podjetniško pot, je ponavadi, bi rekel, sam tudi zaposlen. In pol, ko prestopiš v vodjo, veliko komu je problem nekomu drugemu reči, kaj mora narediti. To je en izmed večjih problemov, zaradi, neprijetnega občutka, mogoče to, da ne bi on to drugi tam rekel ne. In delegacija bi mogla biti pač nekot naučena. A je v bistvu pol to mogoče res problem, da se ti po eni strani se najbrž težko ločiš od te svoje vloge eksekutorja, izvajalca, si pač navajen na določen način dela, določene stvari dela, tako ti je mogoče malo tudi težko to vlogo spustiti, po drugi strani pa nisi prav siguren v vlogi vodje. Ja, zato ker je to neznani teritorij. Človek ni bil v tisti vlogi še nikoli. Kakšen pa mora biti vodja, kakšne lastnosti mora imeti, kaj je bistveno za to, da si dober vodja? Odgovornost. Odgovornost, da sprejmeš recimo feedback od svojih ljudi, pa tudi, da daš pravi feedback nazaj. Zaradi tega, ker ljudje vejo, kje je problem. Samo vodje jih ne poslušajo. Zato, ker je on tam rekel, prodaja ne zna delati tega, zato, ker nimamo sistema za A-teste. In tega noben ne posluša, zaradi tega, ker prodaja je pač recimo užaljena, ker nima tega poštimana. In kako vse te oddelke, pa vse te ljudi skupaj spraviti, je včasih kar izziv, Kar izziv, ja. In v bistvu, jaz si predstavljam, da ta izziv se večje, kaj je podjetje, veča se ta izziv, Ker potem v bistvu kar naenkrat imamo najbrž tudi trenja med osebami, pa med oddelki. In v bistvu vodja mora nekako to vse reševati in tudi biti sposoben speljati. Recimo, jaz sem v enih parih firmah, ko sem bila, je bil pač moj, recimo, moto. Jaz ne rabim, da me vi marate. Jaz rabim, da ste vi med sabo povezani. Samo to je važno. Torej, nek skupni cilj, da ga imate vi, mene ne rabite marati. Jaz sem tu zato, da bomo nekaj naredili. A je to v bistvu neka taka stvar, ki jo vodje težko sprejmejo, Ja, ker hočejo biti marani. Ampak na koncu, če narediš to, te na koncu marajo še bolj, kar je kontraintuitivno, ampak deluje. Po eni strani je pa tako, kot v osnovni šoli, Vedno si imel najrajši unga učitelja, ki je bil strog, ampak pošten, Ja. Ne unga, ki je imel rastur v šoli, pa si delal, kar hočeš, ampak ti je ostal v spominu, ki gledaš za nazaj, Mogoče to je ena taka prispodoba, ki se odraža tudi v podjetjih, da v resnici zaposleni od svoje vodje pričakujejo tako obnašanje, da zna,
rešiti konflikt, zna potegniti neko odločitev, biti odgovoren. Ja. Ampak ja, po drugi strani pa si predstavljam, da je ful težko, če si bil najprej sodelavec, član ekipe, pa potem napreduješ v vodjo. Težko to. Je v bistvu to, si delala mogoče kakšen tak primer, kjer je bilo treba enega, ki je iz svoje ekipe kar naenkrat napredoval in je v bistvu rabo en tak, kako pomaga takmu novopečenemu vodji? Recimo, mi smo imeli primer, da je bil en prodajalec, pa so bili 4 noter in tistega enega smo dali pač za vodjo. In oni so imeli prej vloge sodelavci. Torej, sodelavc. In oni so recimo po koncu službe šli tudi na pijačo, so se pogovarjali vse. In ti kot vodja nisi več sodelavca, ne? Si več, torej ne hodiš več na pijače, malo drugače komuniciraš, ni več da se heča z ljudmi, ampak imaš nek določen višji standard in tudi tega je treba skomunicirati. Veliko komu je pa pol problem, ker ti reče, a zdaj si pa višji, kako se nosiš. Ja, imam večjo odgovornost in tudi ti si pod to odgovornostjo noter. In v bistvu, jaz si pa predstavljam, da je v resnici težko, ne, se tudi odreči nekemu socialnemu krogu, ki ga v bistvu vodja noče zgubiti. Ja. In tu pol težje pač napreduje tisti, ko jih izberejo za vodje, brez da bi jih pravilno onboardali, no. Je to tudi ena taka past za ustanovitelje oziroma podjetnike, ne? Recimo, ko začneš podjetje, začneš dodajati ljudi, velikrat začneš dodajati ljudi, ki jih poznaš, ne? Ja. In potem v bistvu narediš ta krog, ne? V bistvu si ekipa, namesto da bi bil ti vodja. In se nekako zapleteš v te procese. Ja, ker so vloge sodelavec prijatelj, ti rabiš pa vlogo vodja šef. Ti si v bistvu potem pristašica hierarhije. Ja. Kaj pa si misliš o tem, v bistvu zdaj se zelo veliko pojavljajo, ne, te druge alternative, kjer v podjetju nimaš hierarhije, ampak gre v bistvu za neko flat osnovo, kjer imaš več različnih enakovrednih ekip, ali si še vedno pristašica, ta je vodja, njegova odgovornost, vi diktirate. Ne, saj flat struktura je okej, samo še vedno nekdo odloča, ne? Se ne odločajo vsi, torej še vedno v bistvu znotraj demokracije je še vedno eden se more potegniti, ne? Ampak bolj osebni pristop je, kar je super, ampak odloča se še vedno eden. To se pravi, tiska ima največjo odgovornost, ne? To še to. In v bistvu mogoče še ena taka deva, zdaj sva malo govorili o napakah pa težavah, a imaš mogoče kakšen tak res dober primer dobre prakse, ne? Kaj je pa tako, kako lahko podjetnik naredi vse prav? Ko začne onboardati, kaj bi bilo res tisto najboljše, ali pa kaj ti počneš? Da bi tako rekel, nekega skrivnega recepta ni, zaradi tega, ker imaš toliko različnih ljudi in vsak na neko drugačno zadevo deluje, ne? Pač najdeš najprej kaj zaposlen hoče, pa kaj mu je važno, njegove vrednote in poskušaš njegovo delo čim bolj na njegove vrednote pač implicirati. Zdaj, da bi tako rekel, ne vem, na kak način bi lahko to, recimo jaz to pač tako delam, da naredim res taske, pa gremo skozi tiste taske, cel mesec hodimo skozi, pa vsakokrat sprašuje, pa sem vedno na voljo. Po pa vidim, po pa začnejo se že feedbacki. Jaz bi pa tak naredil. Ok, a mi pokažeš? In mi pokaže, vidim, da je boljše in spremenim sistem. Dobesedno je, sistem je živa zadeva. Ne moš ga rigidno zabetonirati. Ker ne deluje več. Mogoče včasih, ok, pa v proizvodniku pač moraš sam tisto delati, ampak kjerkoli je posel, prodaja, pa marketing zraven, je pa to živa zadeva. Ampak v bistvu, moraš mogoče potem, ko pišemo, ne, opisujemo poslovne procese. Vsem po eni strani sva rekla, fajn je, da so popisani, da so zapisani, po drugi strani morajo ostati fleksibilni, ne. Se to narediš, recimo v Asani noter, ko imaš task, ne vem, ona predlaga, zdaj bi pa bilo pametno, da se v Pipedrive poveže ta sistem in v Asani task spremeniš. In dobesedno pol tisti task lahko kopiraš, kdorkoli drug pride, ko se vsede dol, bo videl tisti task, sem prekopiraš na njega. To se pravi, v bistvu tukaj ti že pri tej fleksibilnosti ti lahko pomagajo neka digitalna orodja, če si jih znaš pravilno nastaviti, ne?
Ker ni tu, da bi lahko rekel, da je neki končni cilj. Tudi ko vsak, ko svoj task vidi, ima linke. Ok, tale me pele na mail, tale me pele v Asano, tale me pele v Brevo. Vse je že večina narejeno. Tisti twiki so samo zato, da nekomu pohitri pa olajša zadevo. Moraš v bistvu potem, ko postavljaš neke sisteme v svojem podjetju, ne, pa onboardaš ljudi, pa vse to. A moraš biti na začetku potem ful bolj eksakten, ne, da mogoče res že malo pretiravaš z navodili. Ja, jaz pretiravam. Ja? Jaz na začetku res pretiravam in tudi čez dan, recimo, pošiljam, kako je stanje. A rabiš pomoč? Kako dalč si? Recimo, če vidim, da kjer task predolgo traja, kaj se tu dogaja, a rabiš pomoč? Dobesedno spremljam. Se pravi, v bistvu tudi nadzor. Ne? Ja. A je mogoče to, se mi zdi, da je ena taka zadeva, ki se zgodi, ki se moraš v bistvu ti, ko postaneš vodja, ne? To se pravi, dodajaš ekipo, avtomatično kot ustanovitelj si porinjen v to vlogo vodja. Ne? Govorili smo že, da je tukaj cel kup težav, ki jih je težko predelati, ampak a se ti zdi, da je kakšen problem tudi pretiran nadzor? Kako v bistvu se malo zbalansira tukaj, ne? Da nisi tisti mikromenedžer, ki vsako vejico pregleda pa postavlja po svoje, ne? Kje tukaj najdete en balans? Recimo, če je neki nov, en mesec ga res spremljaš. Pa spremljaš recimo pol ure na dan. Drugač, prvi mesec ga pa spremljaš, čez dan vidiš taske, vidiš, kak je naredil. Ti, ne vem, v Asani imaš tudi možnost, da lahko komentarje pa vse pišeš in ti posta netratosno naredil, a mi pogledaš, poklukaš, pa greš naprej. Pa čez, recimo, ko že vidiš, da nekaj zna, pa vsak večer pogledaš, ok, to je vse v redu, tudi daš pohvalo. Pohvalo. Ja, isto. Ja. In pač spuščaš nadzor, ampak še vedno pregleduješ. Zaradi tega, ker jaz sem zdaj dobila pri teh novih feedback, da hvala Bogu, da pogledaš za mano, zato ker se počutim varno, da je nekdo pogledal, da jaz delam v redu. To je prav v bistvu nadzor po eni strani mora biti, ne, zato da tudi ta občutek varnosti daješ, ne smeš pa biti preveč. Ja. Preveč je pa pol, če ti nadziraš. Ne? Torej, če daš njemu možnost, da rečeš, ok, to si ful dobro naredil, tule mi še tole malo popravi, to je drugač. Če pa daš recimo, to je vse shit, to je narobe, na novo, še enkrat, ne moraš to skomunicirati, to kritično točko, ko se dogaja. Najbrž moraš tudi paziti na to, kako komuniciraš, pa na kakšen način. Kako pa se ti lotevaš kritike? A se z dobrim starim sendvičem, kakšen drug pristop? Odvisno. Če se dogaja enkrat, dvakrat, ok, pač razložim, pa gremo skozi kritiko, ne vem, to je le narobe, pa gremo, ok, kaj je narobe? Zakaj je narobe? Kaj lahko naredimo, da bo boljši? Če se pa to dogaja, ne vem, recimo, da nekdo že 4-krat, 5-krat eno in isto, pa alo, kaj je narobe? Že malo z tršim tonom. In tudi naš avtoritativno noto na svoj feedback. Jaz se sendviča plus minus skoraj da ne, jaz bolj to so facts, to je bilo narobe, to je bilo prav, kako bomo rešili. V bistvu, nek tak iskren pogovor mogoče, da ne toliko pakiramo v... Ker čutijo ljudje, da pakiraš nekaj. Da si v sendviču, ne? Sem včasih to počela, pa meni je bilo neprijetno, pa drugim je bilo neprijetno, brez veze. Pa samo sem neroden, ne? Pa neč ne pride iz tega. Ja. Ni bilo. Kaj pa v bistvu, rekla si, če se napake ponavljajo, pol je bolj avtoritativen glas. A si se že kdaj imela v svoji karieri prišla do te točke, ki si se pač enostavno mogla odločiti, da to ne funkcionira, da je bilo treba se posloviti? Ja, tudi obstaja to. Pač skomuniciraš, lepo imaš faktualno, takrat smo te to opozorili, takrat smo te to opozorili, takrat smo te to. Kje je problem? Ja, ne gre, a ne znaš? Ja, znam, a ne zmoreš? Mislim, da ne zmorem. In pač se posloviš. Mislim, da sem imela v življenju 2 malo bolj močni odpovedi, ostalo je bilo pa komunikacijsko kar na nekem normalnem nivoju. To se pravi že spet mogoče bistveno, da res iskreno povemo, da ne pakiramo v neke čudne sendviče ali pa zavijamo v neke tehnološke viške. Kar veš, kaj je čudno? Ko ljudem daš toliko feedbacka, pa toliko neke resnice pa vse, se sami izločijo. Teda, velikokrat sploh nimam dela s tem.
Zanimivo. A se ti zdi, da je v bistvu ta iskren feedback, ne, tudi pomaga pri tem, da se po eni strani izboljšujejo poslovni procesi, ne, ker se bojo tvoji zaposleni počutili varne? Ja. Se je, recimo, en dober primer sem imela decembra, ker se je ena punca sama izločila, ker je videla, da nekateri ljudje ful rabijo, sem grdo rekla, dramo, pa da nekdo na njih kriči. In ona je to rabila. In mi smo, recimo, cela ekipa je dihala pač v nekem flowu in ona je to konstantno z nekimi napakami potrebovala. In ko smo mi to determinali, je ona sama sebe izločila. Rekla, lejte, meni je to super, vse je fajn, ampak jaz tega ne zmorem, zato ker trenutno pač še nisem na nivoju, kjer bi to lahko. Teda tudi to se je zgodilo mi že zdaj, parkrat pa sem ful vesela, da je na tak način, ker mi je boljš, kot pa nekak drug. Ja. Kakor da je pol slaba volja, pa metanje stvari naokrog ali pa še kaj hujšega. Pa saj imaš čuden občutek, a ne, tudi pri tistih, ko grejo, ampak nekako se lahko še pol že vedno pogovarjaš naprej. Ja, pa tudi recimo, če se srečata na cesti, ne vama ni treba vsaki na svojo stran pločnike. To je tudi ena prednost, ne? Če se iskreno pogovoriš, potem veliko lažje tudi te odnose. Pa mogoče, ne, kaj pa veš, čez 5-6 let se mogoče spet najdete. Ja. Ne, ni potem to neka zaključena zgodba, recimo. Točno to. Lahko tudi na katerem drugi poziciji, karkoli pač. Ja. Kako pomembno pa je, da moraš ti kot vodja, da znaš v resnici preceniti karakter, ne? Karakter pa tudi nivo sposobnosti, ker ti v resnici moraš delegirati naloge, ki so primerne tvojemu zaposlenemu, ne? Če boš ti mogoče nekoga preobremenil ali pa mu dajal navodila na napačen način, lahko v bistvu odženeš nekoga, ki bi ti precej pomagal, ampak se nekako komunikacijsko nista najdem. Kar pomembno. Jaz ponovadi delam na gut feeling, ker sem gotovila, da če z glavo razmišljam, se ne odločim prav. Če pa razmišljam z trebuhom, se pa odločim prav. Sej ne rečem, tudi jaz sem zbrala kdaj napačno, ampak nikoli tako, da bi bilo kritično za celotno poslovanje pa organizacijo. To se prav se zanašaš malo na intuicijo v tem primeru. Ja, ampak pa recimo imaš pa drug problem, ne. Ponovadi iščemo nekoga, ko je nam podoben, zato ker smo si pač energetsko blizu, ampak nekdo, ko je tebi podoben, dela ponovadi iste napake, kot ti delaš. Ti rabiš enega, ko je malo bolj drugačen. V bistvu, da ne daje, dela iste težave, iste napake, ne, kakor jih ti, pa jih mogoče pri sebi ne vidiš, pa še pol jih tam ne vidiš. Ne, pravzaprav jih vidiš in to te začne motiti. Ja, to. Če jaz delam napake, on dela iste, rabimo enega, ko ne bo delal tega. To se pravi, je kombinacija intuicije pa razmišljanja. Ja. Koliko si pa ti v bistvu vzameš časa za razmislek, kakšno osebo iščeš, preden recimo dodajaš v ekipo? A razmišljaš, ne vem, rabimo enega tacega, ki ne bo delal napak, ali si rečeš, ne vem, dajmo dodati enega študenta, pa napišemo v glas, pa da vidimo, kaj bo se izcimlo. Ne, jaz pravzaprav te teske, ko jih hočem vendati, pogledam kaso, pa kak človek je, zato to je 10 minut. Dobesedno pogledam, kjer je teski, jih mora narediti, šuknem v ChatGPT, pa mi on spiše, kaka osebnostna bi mogla biti, pa se iščem. V tej smeri. Če sva kaj odkrili v tem podcastu, sva odkrili lepote digitalizacije. Mogoče moramo narediti še eno na to temo, da vidimo, da odkriva ves ta svet AI-ja in drugih tehnologij. Ampak zdaj v bistvu najčas se počasi izteka, tako da bi te jaz za konec prosila v bistvu za eno tako zaključno misel, ne? Če bi zdaj povzela ta najin pogovor o poslovnih procesih, pa da bi našim poslušalcem dala res eno stvar, ki bi jim res rada položila na srce, da ne jo odnesejo, kaj bi to bilo? Ne se bat. To je bilo pa tako poetično, da lahko sem že podpišem. Nekaj hvala, da si bila z nami. Hvala tebi.